prikazati težave in pa probleme, ali pa rečemo temu dileme, ki so s tem novim delom našega življenja prišli. In sicer pri tem ne mislim problematizirati elektronske knjige ali pa postaviti pod vprašanje njene koristnosti, njene zanimivosti, napredka, ki ga zdaj prenesla, pač pa prikazati, da je vprašanj nerešenih, neodgovorjenih dilem, na katere ne znamo odgovoriti oziroma pri katerih se v skladu z njihovimi zahtevami ne znamo organizirati. Nekaj teh stvari je bilo že nakazanih, recimo problem avtorja, ki se ne ve, kje se v tej verigi nenadoma znajde, tako kot avtor oziroma oseba, ki je nosilec avtorskih pravic, ali kot tisti upravičenec, ki pravzaprav svojega dela, svoje intelektualne lastnine je upravičen do nekega razvrstila. Jaz se bom skušal tukaj organizirati v dva sklopa, ki se bosta vedele med seboj prepletala. In sicer eno so opredelitve, ki jih nimamo, skratka, kjer včasih ne znamo niti definirati predmeta, o katerem se pogovarjamo, in drugo, seveda, nekatere dileme, nekatere nove paradigme, ki so prišle v naše življenje, ki se z njimi spopadamo, nekaterih pa mogoče nismo še dobro dojeli oziroma opazili, da prihaja v naše življenje. Če citiram na kratko po spominu enega od množice člankov, ki govorijo o elektronski knjigi v našem življenju, pravi je bližno takole. Dokler je bila tiskana knjiga, smo vedeli, kaj je to. Vedeli smo, da gre za potiskan papir, zložen, obrezan in pa vpet oziroma uvezan v knjižni blok in pa v trdo ali mehko vezavo. Njena vsebina je bila odvisna od tega, kaj smo želeli oziroma kaj je avtor napisal. Zdaj, ko prišla elektronska knjiga, tega več ne vemo. Torej, to je citat. In zdaj jaz izhajam iz tega, da pravzaprav dejansko ne vemo in ko se pogovarjamo o elektronski knjigi, bodi si v laični družbi ali pa strokovnjaki med sabo, dejansko ugotavljamo, da je lahko zajeto pod terminom elektronska knjiga vse ali skoraj nič. Zgodovina se je začela tam leta 70-71, elektronske knjige. Dokument, ki je takrat nastal v digitalni obliki, imenujejo prva elektronska knjiga in v naslednjih 20 letih je večina bila zelo podobna temu. Po današnjih standardih, po današnjem dojemanju, kaj menimo, da je elektronska knjiga, bi lahko rekli, da tisto ni elektronska knjiga, da je knjiga v elektronski obliki. Zdaj ta dva izraza mogoče malce prihajata v kontradikcijo, se pravi po eni strani elektronska knjiga, po drugi strani knjiga v elektronski obliki. Gre za to, da večina tistih vsebin, ne, zato mi je včasih bliže izraz elektronska vsebina ali vsebine. Prevzeli smo jih sicer iz angleščine, zelo ključna beseda je to bila v množici dokumentov Evropske unije. Ta elektronska vsebina pokriva množico dokumentov, pretežno doseljivih na spletu, kjer se pa ne ukvarjamo s tem, ali bo to elektronski članek, ali bo to elektronski sestavik, ali bo to elektronska knjiga. Medtem ko knjiga v elektronski obliki, v nekaterih angleških besedilih se celo začel pojavljati izraz digitalna knjiga, ki naj ne bi bil kot sinonim elektronski knjigi, gre pa za neko vsebino, ki je prikazana v digitalni obliki in je najpogosteje, torej ne vedno, najpogosteje bila prenesena iz analognega okolja. Se pravi, množica dokumentov, ki se danes pogosto imenujemo elektronska knjiga, so digitalizirane, analogne, skratka prej tiskane knjige. Zelo pogosto, v tem pač zaenkrat še najbolj pogostem formatu PDF, kjer pravzaprav imamo sliko. Pogosto niti ni izkriva, skratka po besedilu se pogosto niti ne da iskati. Torej, dokument, ki je v taki obliki, po moji presoji in nekateri strokovnjaki, zelo mnogo strokovnjakov temu tudi priteljuje, ni v kategoriji elektronske knjige. Torej, prav ta analogija oziroma podobnost tiskano knjigo je po eni strani tista,
za katero trdimo, da elektronska knjiga mora vsebovati, da pa ne sme biti neposreden prenos analogne, se pravi tiskane knjige v digitalno. Se pravi razna skeniranja, kjer imamo potem posnetek tiskane knjige na zaslonu, ne predstavljajo prave elektronske knjige. To je sicer elektronski dokument, digitalni dokument, ne pa elektronska knjiga kot taka, o kateri govorimo. In tu je pravzaprav ta problem, ki ga tudi nekateri avtori izpostavljajo, da mora biti izraz elektronska knjiga ni primeren. Prav zaradi tega ne, ker po eni strani delamo aluzijo na nekaj, kar poznamo, kar ima popolnoma drugačne lastnosti, da je pa ta sedanji fenomen, da bomo rekel predmet, popolnoma drugačen, se uporablja na drugačen način in ima tudi drugačne posledice na naše razmišljanje in na naše dojemanje tega dokumenta. Ti formati so eden od problemov, s katerimi se srečujemo in smo se srečevali in verjetno bodo v prihodnosti tudi povzročali težave, so tisto, kar dela preglavice nekaterim pravcem že zdaj. Knjiga elektronska, ki jo je dobil, kupil, kakorkoli začel uporabljati pred 10 leti, na današnjih napravah pogosto ni več uporabna, vprašanje kako čez nekaj časa. Se pravi, migracija glede na programsko opremo, migracija glede na strojno opremo povzroča enake težave, kot pri vseh drugih vsebinah, ki se uporabljajo na računalnikih in kjer pravzaprav mora nekdo poskrbeti za njihov prehod. Zdaj, težko pričakujemo od bralca, ki si ustvarja neko elektronsko knjižnico sam doma, da bo s časom, ki teče zelo hitro, sam skrbel za to, da se bodo ti formati pretvarjali. Najpogosteje tega tudi sam ne mora narediti. Ne samo zaradi znanja in zaradi stroškov, ampak zato, ker je, kot je bilo danes že omenjeno, elektronska vsebina take knjige zaščitena pred zlorabami, včasih tudi nekoliko bolj, kot bi človek to pričakoval ali želel. Izraz elektronska knjiga je v teh nekaj desetletjih svojega obstoja doživel zelo spremembe v svojem pomenu. Še nekaj let nazaj smo pogosto, tako v slovenščini, tudi v angleščini, videvali poimenovanje elektronska knjiga tudi za samo napravo. Danes, na srečo, bralnikov več ne rečemo elektronska knjiga. Elektronska knjiga je tista vsebina, ali so tiste vsebine navadne več, ki so v bralniku. Drug pomen, ki se tudi izgublja, je bil, da je to elektronska publikacija, ki pa se jo lahko uporablja samo v nekem namenskem programu ali bralniku. Zdaj, tukaj smo že bliže današnji definiciji. Se pravi, elektronska knjiga je bil tako oblikovan tekst, da se je moral uporabljati na nekem posebnem bralniku, pogosto takrat še na osebnih računalnikih ali na bralniku, kot so se začeli kasneje pojavljati. No, šele zadnji pomen je dejansko tist, za katerega želimo, da ostane pri tem izrazu, to je, da je elektronska knjiga tista vsebina, elektronska vsebina, ki jo uporabnik lahko uporablja na katerikoli računalniški napravi, včasih se da tukaj kakšna omejitev, vse pogosteje na prenosnih napravah. Popolnoma so se spremenili odnosi v tej verigi od avtorja do založbe, distributerja in pa na koncu uporabnika, ki pogosto potem seveda postane sam avtor. V znanstvenem svetu je to celo najpogosteje. Spremenili so se pogoji uporabe, kjer je nenadoma prišla velika želja in zahteva po boljši zaščiti avtorskih pravic, pri tem bi morali biti boljše bilo uporabiti tudi izraz copyright. Avtorske pravice pri nas res zelo nekako striktno kažejo na avtorja samega. Vemo pa, da
da lastniki teh pravic so najpogosteje, če govorimo o materialnih avtorskih pravicah, najpogosteje založniki. Saj copyright, ki ga tudi uporabljamo v slovenščini, žal pa še ni predvidel čisto, ponavadi širše opredeli te pravice, ki so navadno zelo striktno branjene pred zlorabo, ne glede na to, ali uporabnik potem to zlorabo nekako želi izkoristiti ali ne. In v znanstvenem svetu zelo pogosto v škodo znanosti oziroma skupnosti. No, v zadnjih letih se je tukaj tudi pri elektronskih knjigah marsikaj spremenilo in sicer prav ta odprti dostop in pa CC licenca, skratka Creative Commons, je tisto gibanje med avtorji, ki skušajo ta razkorak med avtorjem, njegovim delom in njegovimi pravicami in pa pravico pravca oziroma uporabnika, da pod nekimi pogoji to uporablja naprej, ostanejo neokrnjene in da se jih ne omejuje na tak način, kot so to založbe ponekod zelo striktno naredile. Tiskana knjiga je blago in zato obdavčena po nižji davčni stopni, prej 8, zdaj po novem 9,5%, medtem ko elektronska knjiga oziroma sploh elektronski viri, vključno z elektronskimi časopisi, velja za storitev in je obdavčena po višji, se pravi danes 22% davčni stopni. In ker gre za storitev, si je seveda ne moremo predlastiti, ne moremo kupiti, lahko je najamno. Se pravi, vsak posameznik, vsaka knjižnica, ki v narekovaji kupi elektronsko knjigo, jo pravzaprav dobi v najem za krajši ali daljši čas. Posameznik navadno za daljši čas, ki pa ni omejen. Se pravi, ne do moje smrti, ne 300 let po moje smrti, ampak dokler se kaj ne bo zgodilo. In ta trenutek ni določen. Se pravi, v nekaterih primerih se lahko zgodi, da brez volje kupca oziroma najemnika v tem primeru pride do prekinitve te pogodbe na škodo seveda najemnika. Taki primeri so se v preteklosti že zgodili. Zgodilo se je tudi nekaj, kar pravzaprav posega čisto na neko drugo področje, to je, če se tudi nismo bili vajeni pri knjigi, ko je knjiga išla, ko sem jo imel na polici, je bila vseh naslednjih 10, 20, 30 let njena vsebina enaka. Pri elektronski knjigi je lahko enaka ali ni. In tudi, če bo spremenjena, tega ne bom vedel. Torej, problem, ki ga zdaj tukaj navajam, se je pravzaprav zelo zanimivo zgodil prav za Orwellovo knjigo 1984. Ko je založnik, ne da bi kupci oziroma najemniki to vedeli, vsebino knjige spremenil oziroma za nekaj časa celo nekaterim onemogočil vstopanje. Kar je seveda do zdaj bilo nepremljivo. Kar je bilo moje založba, knjigotržec kdorkoli s tem več ni imel kaj opraviti. Se pravi, tukaj prehajamo na eno relativno neznano področje, kjer pravzaprav kupec oziroma ponovim zdaj celo najemnik knjige ni več na trdnih tleh, nima nekaterih opor, pa se tudi ne znanja. Se ne znajde. Mogoče ste zasledili predvsem na raznih blogih in pa forumih je bilo problem, ko je nenadoma, mislim, da bi bil prav Amazon, ugotovil, da en od kupcev ni bil dovolj soliden za njihove pojme, karkoli bilo v zadju, domnevno, da je kršil nekatere določbe tega najema knjige in so ga enostavno smeli iz svojega portala, kar pomeni postane kupec, za najemnik knjige, posameznik, nenadoma ni več imel dostopa do knjig, ki jih je pri Amazonu najem kupil kakorkoli še. Zdaj, tukaj je relativno enostranski pogled na stvari oziroma enostransko odločanje, ker druga praksa včasih nima nobenih pravic oziroma možnosti. No, po drugi strani pa seveda, pa, če nadaljujem ta najem naprej, jaz te knjige, ki sem jo kot elektronsko kupil, tukaj recimo imam zadnjo
knjigo Brine Svit, ki je šla pred 3 tedni v francoskem jeziku, ampak jaz te knjige ne morem posoditi, ne morem je podeliti in ko me bo enkrat morana odnesla, tudi moji sinovi te knjige pri meni ne bodo mogli podedovati, samo napravo, ne pa tistega, kar je noten. Ne se pravi, nenada vam pem v tisto čudno situacijo, ko lahko celo življenje kupujem knjige in za mano niti ena ne bo mojim dedičem ostala. In pa tudi trajnost, ne? Torej, govoril sem prej že o problemu prenosa oziroma migracije elektronskih vsebin zaradi spremenjene strojne opreme, zaradi spremenjene programske opreme, pa tudi nemožnosti prenosa na novejše branike. Torej, ne gre samo za to, da bom tukaj imel nekaj, česa ne bom znal, pa mogu prenesti, ampak enostavno tudi pravni zadržki bodo to omejili. Najpogostejša klauzula pri takem nakupu za omenjeno elektronske knjige je, da lahko sicer ta kupec prenese knjigo na nekaj svojih naprav. No, tipično je, da recimo preneseš na svoj branik, pa še čas ugotoviš, da bi sam preneseš na telefonu, pa mogoče na prenosnik, da imaš preto pa zvečer na enem mogočem naslonu. Potem se pa neha. Ko zamenjaš naprave, se včasih lahko tudi, zdaj odvisno je od pogodbe, odvisno je od ponudnika te storitve, če je knjiga storitev elektronska, kakšne prenose dovoljuje. Lahko se zgodi, da zaradi nakupa nove naprave to število možnih uporab enostavno že uporabimo in ne gre naprej. Ta problem najema čutijo tudi knjižnice, seveda. Po eni strani zaradi tega, ker smo zdaj bili valjeni, da pač knjižnica pride pod osnovno sredstvo, dobi inventarno številko in seveda je tam, dokler je ne odpišemo. To se zdaj tudi v računovskem smislu nekoliko spremeni. Spremeni se ta časovni okvir, ker je pogosto v pogodbi ali dogovorjeno, ali zato, ker je pogodba na tak način naprej sestavljena in pravzaprav vsiljena knjižnici, kakšen časovni okvir. Kar pomeni knjige, ki sem jih letos imel v knjižnici, naslednje leto mogoče teh knjig več ne bo. Kar pomeni po eni strani so problem za knjižnico njene evidence, po drugi strani problem za bralca, ki je nekako preko decembra načrtoval, kaj bo januarja, pravo januarja, in naravno teh knjig več. Pride do tega čudnega dojemanja števila izvodov. Simon je tam malce prej spregovoril. Torej, ko jaz kot posameznik kupim elektronsko knjigo, se ve, recimo, imam možnost pravico dati na 3 svoje naprave. V knjižnici, kljub temu, da pravzaprav tista elektronska datoteka omogoča skoraj neomejeno število dostopov ali izposoj, navadno ni tako. Navadno je neka omejitev in knjižnica, če želi večjemu število bralcev istočasno dati to knjigo na razpolago, recimo da bestseller pripišel čisto svež v knjižnico, mora navadno tudi kupiti večje število, izvodov te elektronske publikacije. Da do tega še vedno je samo dovoljenje za sočasno dostop, za sočasno izposojo, je potem z večjim številom izvodov potem nekako dokupljeno oziroma dovoljeno. No, eno nekoliko nerodnih problemov, takih, ki imamo v Sloveniji, je ta, da je elektronska knjiga, ki se v knjižnici izposodiš, da je ne moreš vrniti, prednji rok izposoditi ne poteče. Naprimer, če na Bibelsu si izposodite, preko ena od naših knjižnic, je izposoja 14 dni in tudi, če ste obrali ali ko ste rekli, tega pa ne bo bral, bo ostalo na vašem kontu 14 dni. Vaša omejitev je 4 elektronske knjige. Se reče, če ste 4 izposodili, vse 4 prebrali preko vikenda, ste 14 dni mrzli, ne morate iti naprej. Ker je v knjižnici število izvodov te knjige omejeno, kljub temu, da ste vi knjigo prebrali, kljub temu, da bi radi vrnili, pa tega ne morate narediti, nekdo drug do te knjige ne more priti.
Dokaj ne potečejo tile, ne potečeta 2 tedna, ko vam avtomatsko izpo svoja pade, se zaključi in postane knjiga dostopna za druge. To je taka majhna anomalija, taki pri nas, ampak tudi to je nekaj, kar uporabnika in pa knjižnico lahko prizadane. Problem je tudi v tem, kako knjižnica te knjige lahko nabavi. Najpogostejši model danes je ta paket. To je enostavno po eni strani malce skoraj usiljeno knjižnicam, po drugi strani se preskaže najpogosteje oziroma tudi malce podpora lenobi, ker potem nabavna politika lahko spi. Ti dobiš tistih 6000 knjig, recimo jaz sem na ekonomski fakulteti, če mi Elsevier ali pa takih se z Epskom dogovarjamo, ponudi 7000 elektronskih knjig z področja ekonomije. Reče, dajte fante, stvarno 6 jurjev, pa imam mir, ker mi ni treba gledati na držišče, katere knjige so prišle, ker bodo moji igralci tako v glavnem našli se v tem paketu. Ni pa, ki so to resne, s tem lahko ljudje napade kvaliteta virov, s katerimi razpolaga knjižnica, predvsem tam, ker gre za strokovno delo, zdravstveno delo. Po drugi strani pa resne. To je ta občutek neizmerne širine bogatstva, kot dajo 6000 knjig, ampak na koncu se izkažejo samo 300 ali 400 takih, ki so jih uporabniki dejansko želeli, ampak kasneje uporabljali. Ampak to je drugo vprašanje. Pri nabavi lahko tudi ta problem, ki se najpogosteje tak hit, recimo ravno pri Amazonu pojavlja, vendar tudi ne samo pri njem, ko knjigo kupiš, takoj preverja, ali imaš ustrezna orodja za zaščito DRM, zaščita digitalnih avtorskih pravic. Navadno je ta zaščita narejena preko enega dolgega programa, kjer se mora uporabnik prijaviti, dobiti en majhen programček na svoj bralnik in vsakič, ko si knjigo kupite pri Amazonu, recimo, bo ta program preverjal, ali ste vi res ti, za katerega se proglašate in seveda ugotavlja, ali ta knjiga na računalniku, ki ima ta pravica. Dosem za mene, kot posameznika, še vse v redu. Ampak če želim kot knjižnica kupiti to knjigo, se mi pa ne zgodba. Zato, ker kupiti moram knjigo in se pri tem identificirati. Ene identifikacije za knjižnico tam ni. Je samo na mene kot Janeza, ali mojega kolega profesorja Toneta, ali kakoli že je. Knjižnica tam ne more kupiti na ta način. Če se jaz tam prijavim, kupim knjigo, ki bo delovala samo na mojih strojih, ne pa pri profesorju. Če kupi profesor za svojo zaščito, ne more dobiti ustreznega računa, na katerem bo pisala ekonomska fakulteta, ker tam bo pisalo One Novak, ta pa ta. Zakaj za knjižnico taki to orodje popolnoma onemogočilo nadaljnje poslovanje na tak način. O modelih samo izposoje, mogoče ne bi govoril, tukaj zdaj v knjižnicah je nekaj različnih pri nas, razen tega nekaj malega, še nič kaj dosti ni uveljavilo, upam, da bo šlo naprej. Zasebnost, neobjektivnost, to je ena zadeva, na katero popolnoma pozabljamo. Smo, tako se mi zdi, kot eni anglički v vati in mislimo, vse življenje je pomembno, nič hudega se ne more zgoditi. Dr. Kovač je večkrat na to opozarjal, da pravzaprav s tem, ko kupiš elektronsko knjigo, pravzaprav prideš na tisto pot, kjer ti lahko potencijalno življenje sledijo in natančno analizirajo tvoje navade, pa tudi tvoje gibanje in tvoja nagnjenja, tvoje razmišljanje. Pa še toliko bolj, odkar uporabljamo bralnike ali pa tablice, ki imajo pogosto ali pa celo skoraj ves čas dostop do brežičnega omrežja. Na ta način se pravzaprav skoraj na meter natančno ve, kje je ta paralec in kje je hodil ta dan ali pa te dni. Bolj gre za to, kot smo omenili prej, določenemu bralcu ali določenim bralcem se lahko celo poseg na bralniku naredi, kot je bila takrat
omejitev do knjige, ki jo je že nekaj časa uporabljala v branju, prenadoma ni delovala. Do tega, da ti knjigo spremenijo. In to se je zgodilo. Da knjiga, ki jo bralec že uporabljal, nenadoma v enem delu, ni bila takšna kot prejšnji dan. Do seveda tega, da vedo o tebi, kot se rekel, kje si giblješ, kaj brskaš v njihovih katalogih, seveda kateri segmenti njihove ponudbe so tisti, ki te zanimajo, kateri so tisti, ki te toliko zanimajo, da jih kupiš, kakšna je tvoja kupna moč, na koncu tudi seveda, katero ali pa koliko si pripravljen dati za knjige, ampak tukaj gre za kupno moč, na koncu. Kako te knjige bereš? Ali si prebral celo knjigo? Ali si prebral samo prvo, tretje in sedmo poglavje, ampak tretje poglavje dvakrat? Ali si ga pa bral en teden, ostalo pa samo prvisto in tako naprej. Skratka, slika o posamezniku, če govorimo o skupini posameznikov, smo dože Slovenci, nenadoma napram Amazona, je lahko zelo jasna. Da ne govorimo zdaj o umetnosti, pa objektivnost tudi. Pri tem pridemo do istega problema, kot ga srečujemo, nekateri ste ga močno že opazili, na Google. Če sedete za svoj lastni računalnik doma in vtipkate besedo knjižnica, ne dobite enakih zadetkov, kot če greste v Cybercafé tam bolj pri Tromostovju in napišete noter knjižnica. Zadetki niso enaki, so podobni samo. Se pravi, ko se vi priključite na knjigarno, tako veliko, ponudba za vas ne bo enaka, kot bo ponudba tam za enega mladička iz Pariza. Pa ne zaradi jezika, zaradi tega, ker bodo vedeti, iz katerega okolja, pa tudi kaj so njegove prioritete. Se pravi, na tak način lahko posamezniku ali skupini ljudi tudi usmerjajo interese in usmerjajo v neke knjige, ki so iz enega ali drugega načina zanimive za tistega, ki vas hoče zmanipulirati. Zdaj tukaj ne strašim, ampak dejansko to je, vemo, da je to. In to vidite tudi po oglasih, ki dobivate na svoje Google, pa oglasih, ki dobivate na svojo elektronsko pošto. Mi vsi ne dobivamo enakih oglasov na elektronsko pošto. Verjetno zelo različno. Torej, kljub vsemu temu, torej sem te nekatere probleme nanizal predvsem zato, ker mislim, da moramo o njih razmišljati, da moramo o njih razpravljati in seveda najti za nekatere od njih in nekatere rešitve. Tako da, marsikaj ni tako črno, kot sem prikazal, hotel sem bolj samo sprovocirati. Zdaj tudi ta pot od avtorja do bralca je bila že prikazana, predvsem ta segment po eni strani zapostavljenega avtorja, ki so ga korporacije znale in zmogle nekoliko odstaviti od tega lončka, od tega korita. In po drugi strani so tudi možnosti, ki jih prenašajo elektronsko založništvo za samozaložnike ali pa manjše skupine založnikov, ki nimajo nekaj velikega kapitala, da bi z njim podprli zalaganje in tako kot nekateri drugi. Tako da jaz bi te probleme in težave, ki nastopajo, ali pa vprašanja, ki so še pred nami, pa jih nismo še popolnoma dojeli, nekako skušal združiti v to predzadnjo vrstico sobivanja. Jaz mislim, da pretirano je tista paranoja, joj, tiskana knjiga bo drugo leto zginila, dajmo hitro še koliko jih je nakup, da jih bomo imeli, potem jih ne bo več. Niti tisto ne. Samo elektronska knjiga še je nekaj vredna, pomembna, samo to je še naša prihodnost. Jaz mislim, da kot pri mnogih tehnologijah v preteklosti, ker vidimo, da kino in televizija vendar še nekako živi skupaj, pa tudi svinčnik, pa kuli, pa računalnik, pa celo take konce več nimaš, sobivajo. Mislim, da to je prihodnost tako tiskane kot elektronske knjige. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da je prednost ene ali druge, jaz tukaj namenoma na koncu omenjam zadevo iz poslovanja, ki se reče po angliško SWOT, kot prevod bi bil, da je to spoznavanje šibkih in močnih točk, prednosti in pa možnosti, ki nam dajejo.
tako ene kot tako tiskane kot elektronske knjige. Prijemo seveda tudi za to, kaj nas lahko ogroža ali pa kje so tiste prednosti, kje so izzivi, kjer lahko najdemo svojo prihodnost, tako založniki kot knjižnice. Tudi pri posamezniku, ki dela, recimo pri svojem lastnem delu vidim, da uporablja mene in druge v različnih situacijah izberem. Celo, če imam isto stvar na razpolago v tiskani in elektronski obliki, se ne odločim vedno za eno ali vedno za drugo. S kolegom so se prej pogovarjali, naprimer, ravno o slovarjih. Torej, elektronski slovar je nekaj neverjetnega, kakšne možnosti daje. Pa kljub temu, pri svojem strokovnem delu, kot tudi včasih kaj prevajam, pogosto segam še po tiskanih slovarjih. Iz različnih razlogov. Zdaj ne bi razlagal, ker to ni namen tega, ampak v različnih situacijah vzamemo različno v roke. Verjetno tudi ni nujno samo glede na delo, ki ga napravljamo ali pa način, mogoče tudi glede na občutenje. Kdaj bi vzel roman v tiskani obliki, kdaj bi vzel mogoče istega v elektronski, je odvisno mogoče od občutja, pa seveda tudi okoliščine. Na počitnice rajene sem to zadeval pa nekaj 10 knjig gor, kot pa tisti kufer, ker vem, na koncu prebral bom samo eno knjigo, ne. Ampak zdaj še enkatero, ne. 10 imam ta nareški, na in 10 ne bom samo nosil, ne. Tako da jaz mislim, da ta bojazen, elektronska knjiga bo povozla iz Rimna, bo ponovno nemogoče tiskano, ta bojazen je prehuda. Res pa je, da prehod na te elektronske medije, ki prinašajo po eni strani bistveno večjo funkcionalnost nekaterih dokumentov, kot je recimo iskanje, označevanje in tako naprej v elektronskih knjigah, pa vendarle še nekatere prednosti ima tudi tiskana. Bi pa kot zadnje vendarle še postavil to vprašanje, na katero čisto odgovora nimam, zakaj, ali je elektronska knjiga res še knjiga. Več člankov sem že prebral na to tematiko, kjer pravzaprav razpravljajo o tem, da elektronska knjiga več ni knjiga. Da je to nek nov fenomen, ki prinaša popolnoma drugačen način dojemanja, pa seveda tudi uporabe. Po eni strani večjo širino te uporabe zaradi prenosljivosti, zaradi dostopnosti na katerikoli lokaciji tega našega sveta. Res pa je, tega vmes potem nismo imeli tukaj čelo nekje zapisano, da se pa bojim in tudi to bojazno delijo mnogi iz menoj, da utegne prav elektronska knjiga ob tem, ko menimo, da bo prinesla informacijo, znanje, kulturo, lažje bi ljudi kot tiskana, pa vendar je v nekaterih mestih verjetno povečala ta digitalni razkorak, potem rečemo, med tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo. Če zelo poenostavim, ni res, da danes vsak človek v Sloveniji ima dostop do interneta, da ima kvalitetno računalnik, da ga zna uporabljati. Sve ti bodo odrinjeni od tega. Mladostnik nima kreditne kartice, da bi z njo kupil knjigo, pa čeprav stane 2 evra tako. Pa čeprav je dobra risanka, pa koristna knjiga, ki mora iti k nekomu drugemu, ki ima kreditno kartico. V družinah, kjer je brezposelnost, zelo pogosto eden od partnerjev, žal so to pogosto ženske, nima kreditne kartice in ne more kupiti elektronske knjige. Pri tem ne gre samo za to, ali ima denar ali ga nima. Nima urode, s katerim bi ta denar spravil v promet. Ker brez kartice elektronske knjige ne možeš kupiti. Ne možeš iti v trgovino, reči, da ti ni 3 te knjige, tako kot kupiš časa, kot kupiš domogero. Ne se pravi, ta razkorak na nekaterih segmentih populacije se potegne povečati. In kot po eni strani gledamo za naklonjenost na to, da so nekatere šole v ekvatorske Afriki dobile malo vetroci dobili tablice, pa računalnike, da bodo prišli do znanja. Res je, to je lepo, samo dobilo je tistih 50 od 5 milijonov, ki so zajesti. Se pravi, tukaj si ne delamo
iluzije, da bo pa elektronska knjiga nenadoma preskočila vse probleme v družbi, ki smo jih že desetletja reševali s knjigo, ker smo s knjižnico skušali tiskano knjigo spraviti med ljudi, zato da bi imeli dostopno knjigo vsi. Ne glede na to, kje so, koliko imajo, kaj se lahko privoščijo. Ja, še odgovor na to, ne. Jaz bi bil zelo za to, da skušamo definirati elektronsko knjigo kot nek fenomen, ki je relativno nov, čeprav seveda ni odločelek, ki pa vendarle ni neposredno samo drugačna oblika knjige, kot smo jo poznali. Tako da zdaj, če kakšno vprašanje? Jaz bi malo na nek način, če pozavljam, da predstavljam neke modele ali cel kot informacij, takšne nastanje, ampak hkrati v tem se zavedamo, da te omejitve, ker se mi zdi, da sta zelo povabljena, omejitve tudi, določamo ljudje. Se pravi, to, da jaz ne moram prenesti knjige elektronske, je to zato, ker če jo kupam in se držim tudi, ki smo jih tudi postavili. Predtem, ker če skrekano verzijo jaz narežim, lahko tudi pošljam po mailu, kakorkoli, ni več to pomembna naprava. Tako da potem tudi knjižnica. Jaz lahko ustvarjam knjižnico in jo bom dala svojim otrokom. En tak primer, naprimer, Kalibre, ker temelji na open source in lahko predim, presežem te omejitve, ki pa so, če se držimo teh, kot smo jih postavili ljudje, dejansko realne omejitve. Tako da tle bi nekako v izziv ali kako spremeniti stvari, ker vemo, da so možnosti, ampak smo se sami zaprli zaenkrat ta vrata. Jaz se zelo z vami spremljam, vse tudi precej gibanj v svetu, no, tudi Evropa v nekaterih segmentih, vsaj v geografskih temu precej sledi, gre v to smer, da pravzaprav je ta vsebina, ki jo elektronska knjiga prinaša, tista, ki bogati človeštvo počestne. V kulturi znanja, kako že odtade, tudi v dojemanju sočloveka na koncu koncev, s tem boljšanje družbe kot nacionalne celote. Ampak stvari se premikajo zelo počasi, se pa. Tipičen primer je recimo ravno odprti dostop. Torej, gibanje za odprti dostop se je začelo že pred desetletjem in več z osnovnim vprašanjem. Če družba financira raziskovalno dejavnost, zakaj bi morala še enkrat plačati, da lahko rezultati te raziskave pridejo v javnost? To je tipičen primer objavljanja v znanosti. In naprimer, ravno primer Elsevierja, ki najbolj strave in potem ima takih še vedno najmočnejše pozicije med znanstvenimi založbami, pri tem, da pravzaprav obrača ogromne denarje. Po eni strani se izgovarja, da avtor ima pravico to tudi plačno, vendar ta denar ne gre avtorju. To se ve, da avtor misli ta zadnji, ki lahko s tem razpolaga. No, ampak vendar je tudi zakonodaja v marsikih državah in tudi direktive Evropske unije gredo v to smer, da kar je javno financirano, mora biti tudi javno dostopno v tem. In tu je recimo eden od takih premikov v to. Zdaj, kar se pa tiče te prenosljivosti elektronske knjige, omenili ste možnost prenosa knjige kljub temu, da je zaščitena. Ena od zaščit temelji tudi na temu bolj moralnem vidiku našega dela, to je vodni tisk v elektronski knjigi. Nekatere založbe so se odločile, da več ne bodo zaščitile elektronskih knjig z neko prepreko za njeno uporabo. Pač pa na ta način, da se ve, kdo je knjigo kupil in on edin načeloma nekako autoriziran, da z njo razpolaga in jo uporablja. Se pravi, ko vi daste tako kopijo naprej, da ste tudi svojo sliko zraven, ta je bil ta, ki je omogočil to. Zdaj, jaz mislim, da problem dojemanja intelektualne lastnine je pri nas, pa marsikje drugod po svetu, tudi na prenizki stopnji še enkrat. Spomnite se, lansko leto je bilo enih par takih udarnih akcij po naših časopisih, po televiziji o
plagiatorstvu. Ne samo z diplomami, ampak tudi počestko. In takrat smo ugotovili, da pravzaprav je pogosto kopiranje, prepisovanje bolj eno robinhoodsko dejanje, pa tako bi rekel, skoraj junaštvo, kot pa nekaj, kar je vredno obsojanja. In ena od takih krilatic tega časopisu je bila, tudi jaz sem bil tega pri tem soodeleženje, je bila, kako pravzaprav nenavadno ljudje dojemamo to. Če bo tam nekdo, pa tudi če je lačen, izmaknil štruco kruha v trgovini, bo tat. Prvič, požigal sem, da je tat, pa policija, pa sodnik. Če pa ukradeš tam 50, 100 strani, ali pa celo knjigo nekoga drugega, in si jo prilastiš, ali materialno, ker z njo razpolagaš naprej, ali celo moralno, ker se poglasiš za tistega avtorja, si pa kvečemo, joj, ti krupec, to pa ni lepo, ne? Ali pa frajer, kaj naredil, ne? Tipično slovensko oče, ki piratsko sname nekoliko muzike, pa igrec za otroka, ne? Super, ne? Špara je pa otrok ima. Ne se pravi, to naše dojemanje je žal pač nekoliko še tukaj na nizki ravni, gre pa nakor. Zdaj, vi tega verjetno mogoče niste še opazili, pač jaz, če gledam tukaj skozi desetletja, pač leta to prinese, da človek ima izkušnje. Pri nas je odnos do piratskega fotokopiranja pred 20 leti bil bistveno na nižji ravni kot zdaj. Še zdaj nimamo nekaj visoke kulture tega, ampak je bistveno boljša kot pred 20 leti. Tako da jaz mislim, da tukaj bo šlo v dvoje. Po eni strani za večje spoštovanje avtorskih pravic avtorja, predvsem, toliko založbe, ampak vedno je tudi založbe, ki ima materialne pravice za to, bo privedlo verjetno do tega, da bodo mogoče nekatere omejitve nekoliko manjše, marsikaj je pa vse stvar tehnike. Torej, gledajte, knjiga, če gledamo v zgodovino knjige, knjiga se je nekaj 100 let razvijala, prednje je bila takšna, kot jo poznamo danes, govorimo o tiskanju. Prve knjige niso imeli naslovnice, niso imeli kolofona. Včasih niso vedel, kdo je avtor, ker nekaj ne pisalo, ni imela naslova, ker nekaj se je začelo. Rabili so stoletja, da je nastal kolofon, za katerega zdaj rečemo, da je nekaj, kjer lahko knjigo enoumno prepoznaš po celem svetu.